V sredo, 18. aprila, je v Splošni knjižnici Slovenske Konjice potekalo odprtje razstave in pogovorni večer z Ivanko Kraševec-Prešern in Ivanom Prešernom-Žanom, ustvarjalcema, ki puščata za sabo globoke umetniške sledi. O njuni glasbeni in slikarski poti se je z njima pogovarjal Ivo Kacbek. Žametna altistka in zlati trobentač, ustvarjalca in poustvarjalca, ki puščata za sabo globoke sledi, ki jih pozna skoraj vsak Slovenec. Ivanka najprej kot pionirka slovenske popevke, kot pevka belokranjskih narodnih pesmi, v poznejšem obdobju kot odlična interpretka, še posebej Žanovih melodij, na besedila najbolj znanih slovenskih pesnikov. Ivanka, slovenski slavček. Vi, ki hodite tot mimo, ob vogalu, kjer prodaja, vam vijolice dehtiče, von varljive sladke sreče, ne ozrete se na me. Kadar k vam komiziju pride in vijolice ponuja, bolečino si obujam, solza na nje grenka kame, šopek je v dlani njen. Žan vse življenje predan trobenti in skladanju novih melodij. Eden najboljših slovenskih trobentačev domače in jazz glasbe. Eden najboljših ustvarjalnih potencialov po vsej Evropi. Avtor, ki je dal kvintetovski zasedbi svojski zven in zagon. V vseh primerih Žan kot izviren, prepoznaven in nepozaben avtor. Slikarski svet. Žana je že v zgodnji mladosti privlačila risba, zadnjih 15 let pa slikarstvu posveča vse več časa. Obiskoval je privatno šolo akademskega slikarja Zmaga Modica. Ivanka je po zaključku glasbene kariere redno hodila z možem na slikarske kolonije. Člani slikarske sekcije Vir so jo opogumili, da je tudi sama začela s slikanjem, ko je prinesla na ogled prvo sliko, pa so jo kar sprejeli medse. Danes oba delujeta v likovni sekciji Vir kulturno-umetniškega društva Radovljica, kjer ustvarjata pod mentorstvom akademskega slikarja Janeza Kovačiča in doktorja Ceneta Avguština. Oba samostojno in skupinsko razstavljata po vsej Sloveniji. Rada se udeležujeta slikarskih kolonij, tudi v naši neposredni bližini. Od danes nam na ogled postavljata del njunega slikarskega opusa. Njuna dela pa bomo lahko občudovali vse tja do konca meseca maja. Pozdravljena, gospa Ivanka, gospod Ivan. Gospa Ivanka, ste ena izmed glasbenih legend. Poznamo vas vse generacije, ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. Nekatere vaše pesmi so že, lahko rekla, kar ponarodile. Ja, nekaj ne bom rekla zdaj, da so ponarodile, pač pa so malo bolj, so se malo bolj prijele, rečejo Gorenci, ne. Sem htela reči po belokranjsko primle, ne. Prijele so se recimo z Dovžanom, kar sem pela Srne, potem Šopek Jasmina, to je bil naslov ob obletnici, ljudje so jo kar za svojo vzeli kot Šopek Jasmina, ker se tako pesem se začne. Z alpskim kvintetom je bila Rdeči mak, potem Pojdi z menoj v gore, Žan, kjera bi bila še? V Belo krajino, ja. No, nekaj jih je, ki so malo bolj
Pa tudi, veste, je tudi od tega odvisno, koliko te po radiju vrtijo. Recimo prej, ko sem bila mlajša, so tudi veliko popevk vrteli, recimo Bele rože iz Aten, pol Prodajalko vijolica, Akropolju pozdrav. To so bile že tako, čeprav to niso naše pesmi, a ne, so iz filmov, ampak ljudem so ostale, ne, sej takrat ni bilo televizije, smo pa bolj v kino hodili, po večkrat smo šli, če je bil kakšen tak fleten film, se veste, kako je, da si je človek melodijo še zapomnil. No in tako so se prijele nekako, bi rekla, ne, ja, tako. Redko kdaj se v eni duši združi toliko umetniške žilice kot pri vas. Poleg uspešne glasbene kariere ste odkrili svoj slikarski svet. Ja, to pravzaprav nisem vedela, Žan je slikal, a ne. Jaz sem pa z njem hodila v tele slikarske kolonije, on je bil že član skupine iz Radovljice slikarske Vir, pozneje sva postala oba člana v kliničnem centru v Ljubljani, sva dobila povabilo, pravzaprav sva bila tlele v Termah Zreče, a ne, sva bila v slikarski koloniji in potem so naju povabili tudi v klinični center, tako da sva tam tudi člana, pa še pri Rajku Slapernik tudi v Ljubljani, tako da sva kar v 3 društvih. In to je pol kar precej kolonij, no jaz sem začela slikati šele leta 2000, a ne, sem prvo sliko naredila, no pa so me sprejeli najprej v Vir v Radovljici, Žan je bil že prej tam član, ne. No, tako da jaz pravzaprav niti nisem pomislila, da bom kdaj slikala. Kar rekle so punce, ja, pa naoš zmeram nam tele šopke nabirala, pa penzelno uprala, dej probaj kakšno sliko narediti, kvačka vsaka, jaz sem kvačkarijo nosila s sabo, da sem kaj kvačkala pa to. No, pa sem pa probala narediti, so rekle, prines pokazati, sem prinesla, so rekle, fajn, lahko prideš v naš klub, a ne, mentor je bil takrat profesor Janez Kovačič, a ne, slikar, tudi akademski. No, tako sem začela počas, a ne, počas se deleč pride, pravijo, ne. Verjamem, da ste imeli veliko podporo tudi strani moža, gospod Ivan Prešern Žan. Vsi vas poznamo kot enega najboljših slovenskih trobentačev, domače in jazz glasbe. Ja, res, najprej sem začel z jazzom med študijem v Ljubljani na srednji glasbeni šoli. Zatem smo pa pač s prijatelji naredili ansambel in smo šli najprej v Francijo za par mesecev, no, to se je pa potegnil na 30 let, smo pač izvajali narodno zabavno glasbo, ampak avtorsko svojo. Po 30 letih smo pač zaključili to kariero, sicer alpski deluje še naprej. 5 nas je nehalo, smo nehali vsi s 30-letnico, ampak 3 so vprašali, če lahko še naprej pod tem imenom igrajo, nastopajo, smo rekli, seveda, zakaj ne, seveda se tudi še kompozicije iste laufajo, mislim, igrajo oni še naprej. Ampak takrat sem pa spet, no to sem hotel povedati, da od takrat 96. leta naprej sem pa spet malo jazz igral. Od takrat naprej sem še posnel 4 CD-je v tej zvrsti, pa par CD-jev lahke glasbe, tudi mojster Jože Privšek mi je pri 2 ploščah pomagal aranžmaj narediti, oziroma jih je on naredil. Ja, in skozi vzporedno je bila pa ta še slikarska pot. Po 96. letu, ko smo intenzivno nehali nastopati po turnejah po Evropi, je bilo malo več časa in sem takrat malo več posvetil časa slikariji. Čeprav sem jo že risal rad že v osnovni šoli, že kot predšolski otrok sem že pririsal recimo risbice iz starih časopisov, risbe prav naprimer od mojstra Nikolaja Pirnata, naprimer. In kot otrok se spomnim, če sem naredil točno toliko črtic pa pikic, kakor je bilo na tisti risbi, se je pokazalo, da je to podobno. In
ta vesele mi je ustal pa še za pozneje. Ja, pa vsak let si tudi naredil kakšno sliko. Ja, tudi. Tako, tudi pol, ko so bila Vmes, poročena, ali pa, če smo bili po raznih sobah, se veste, turneje so pa tako, pa imaš kakšne urce sajta, je zmeram pogled čez okno naredil, a ne, takole, kar se pa sem jaz tudi kakšno sliko naredila, ampak so me na noge, nisem vedela, kam noge od postle narisala, sem jih kar na steno, je rekel, Žan, to pa že našlo, tako da mi je pol pokazal. To je bilo že en konc kubizma. Nisem vedela, mislim, ja. No ja, tako se začne, ne. Gotovo sta oba polna izzivov, nam lahko zaupata, kakšni so vajini cilji za prihodnost na umetniškem področju? Ja, kar se glasbe tiče, jaz aktivno ne igram več, toliko včasih na krilo, ko kaj zaigram, ampak v slikarstvu pa mislim še naprej raziskovati mojo temo glasbo. In sicer največ sem posvetil raziskovanju zvoka, kako bi zvok upodobil v sliki, ker je že Kandinski pa Paul Klee že veliko Veliko sta naredila že na tem, ne? Svetovnih slikarjev je že to poskusilo že v ranih 20 letih, naprimer. Ja. Gospa Ivanka, vaš? Ja, jaz pa tako moram povedati, da Žan se zdaj še naprej izpopolnjuje slikarsko, hodi na, kako se reče že v vaši šoli, šola za risanje in slikanje v Ljubljani, a ne, in pol zdaj se on uči tole in meni pripoveduje in razlaga, tako da se zraven tudi jaz izpopolnjujem, ne, čeprav ne tako kot on. To je velika tema, kot glasbe je tudi ogromna tema. Tako da se imava zdaj veliko za pogovarjati, veliko o slikarstvu, pa to, kakor sva se prej od muzike, se pa zdaj od slikarstva. Sej eni so rekli, veš koga, če ta oba dva slikala, to ne gre, to se ta skozi naprej kregala, no. Krigava se ne, ker se tudi prej nisva, ne vem, a niso vedeli, da sva bila prej tudi skozi skup, zdaj sva pa spet skozi skup, pa se tudi nič ne krigava, a ne, Žan? Da, draga. Da bi tako dolgo bilo, da bi bila zdrava, no, bo pa vse v redu, ne? Prav gotovo. Ja. Najlepša vam hvala za današnji večer in današnje druženje. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Lep pozdrav. Ja, vsem skupaj lep pozdrav. Hvala.